Drugo tekmo kroga sta tokrat igrala Velenjski Rudar in ekipa Zavrča. V prvem krogu sta obe ekipi gostovali, nekoliko bolj uspešni pa nogometaši iz Haloz, ki so zmagali z 1:0 pri ekipi Celja. Velenjčani so gostovali v Ljudskem vrtu, doživeli pa minimalen poraz, prav tako 1:0. Prva akcija tekme in takoj gol za Velenjčane, ampak tale gol je bil razveljavljen, kajti v nedovoljenem položaju je bil tokrat Ivan Firer. V začetku tekme nekoliko podjetnejši Velenjčani, tudi Zavrč pa je prišel do svoje prve priložnosti. Poskušal je Težak, ki je našel Smrekarja, brani vratar Rozman. Še ena akcija Velenjčanov pred koncem prvega dela. Takole so poskušali domači, na koncu pa žoga za las mimo gola. Zgrešil je Tolimir. Nova priložnost za Knape, žoga pred vrata, nekaj odbijanja, kot zadnji pa je poskušal Radujko. Še enkrat dobra obramba gostujočega vratarja, ki je svojo mrežo v tem prvem delu ohranil nedotaknjeno. Drugi polčas in izjemna velenjska akcija, zgrešil je Firer, potem pa velika napaka za Velenjčane in sam pred vrati je bil Smrekar. Ta gol v črti pa odlična obramba domačih branilcev in ostala je pri rezultatu 0:0. Ampak ne prav za dolgo, kajti že malo je padel prvi gol na tekmi. To je nova akcija Zavrča, odbita žoga, katero pa je v mrežo pospravil Matija Smrekar in popeljal Zavrč do prednosti 0:1. Veselje gostov, neučinkovita domača ekipa, Zavrč pa je zabil gol in povedel z minimalno prednostjo. Nova akcija za gostujoče nogometaše, nova napaka v velenjski obrambi. Tokrat je bil na pravem mestu Kresinger, ki je poskušal z glavo, a tokrat zgrešil vrata Rozmana. Nato pa še kot za goste in povišene prednosti. Tatkovič je bil najvišji in najspretnejši, Zavrč je vodil že star 0:2. Tekla je 79. minuta, tekma je s tem tudi bila odločena. Gosti zapovedli po podaji iz kota, Tatkovič pa je žogo tokrat zabil gol. Priložnost za častni gol Velenjčanov, Črnčič je preigraval, ampak na koncu ni premagal vratarja Raniloviča, ki je še naprej nepremagan tudi po 2 tekmah prve lige. Drugi poraz Velenja in še druga zmaga Zavrča. Ja, za nas v bistvu neprijeten poraz, ampak tekma se je začela v bistvu pozitivno za nas. Imeli smo nekaj lepih priložnosti, tudi dali smo zadetek, ki je bil žal razveljavljen. Nato smo v drugem polčasu v nepravem trenutku dobili zadetek, ampak vseeno bi čestital Zavrču na zasluženi zmagi, ker oni so zadeli, mi ne. Mi moramo ta poraz čim prej pozabiti in stopiti skupaj in prikazati na naslednji tekmi boljšo igro. Ena dinamična tekma sa Čudateka, domačin veliki favorit, ampak mi smo prikazali eno res pametno, eno res dobro igro. Celih 90 minut smo tekli, garali. Igrali smo eno trdo obrambo na sredini igrišča, potem pa s hitri protonapadi ogrožali Rudar. Takšno taktiko smo pripravili, za takšno taktiko smo i trenirali celi teden. Igralci so dali vse od sebe, nismo delali velike napake. Rudar je imel 2-3 priložnosti, ampak ne moremo očekivati, da proti takšnega nasprotnika, kakšen je Rudar, da nam takšen nasprotnik ne pride v šansu. Mi smo bili zelo nevarni v tih kontranapadih in tista zmaga je povsem zaslužena.